Lepo pozdravljeni, čas je za nedeljsko pridigo, snemano v petek. In sicer na temo, kako preživeti v teh norih časih, se pravi, kako preživeti v tem kaosu, v tem spreminjajočih se časih in sodelovati smiselno, strukturno, da imate pozitiven odnos do sebe predvsem in da imate ne samo občutek, da sodelujete v pozitivnih rešitvah za celoten svet, ampak da dejansko postanete del rešitve, da niste del problema. Malo sem o tem razmišljala, seveda pride potem, ko vidim reakcije ljudi ali pa me kličete, kaj se vam dogaja in kako nekako imate več iluzije v glavi, kako bo nekdo XY prišel in vas rešil iz dane situacije, kako bo nekdo drug poskrbel za vas ob tem, da ste odrasli, in kako bo se nekaj zgodilo samo zato, ker ste dobri po srcu. Zato je čas za tole pridigo, da nekako sprejmete odgovornost za svoje življenje. Seveda bom to razčlenila, kako se lotiti in kako si pomagati, da se potem vaše življenje spremeni v način, ki si ga je duša zaželela, kajti ni naključje, da ste rojeni v tem času, ni naključje, da smo se rodili v tej realnosti in ravno ko imamo pogovore pri nas v Angelci in tudi doma na to temo, zakaj smo ljudje tako obremenjeni s spremembo, se spomnim, da v bistvu v času odraščanja, v času od 12. do 17. leta, ko se v človeškem razvoju je to čas za Venero, čas je za notranji magnetizem in ravno v tistem času je recimo pri meni bila mama bolna, na smrt bolna in je tudi potem umrla in je bil čas spreminjanja, nisi vedel, kaj bo, nisi mogel samo biti srečen in zaljubljen in ne vem kaj, kar bi bilo logično v tistih prvih najstniških letih, ampak je bilo veliko breme zraven, kajti nikoli ne veš, kakšna je situacija, zato si potem nekako razklan med tem, da bi se dobro imel in med tem, da bi se obremenjeval. Enaka situacija je sedaj v vaši realnosti, se pravi, mnogi vam očitajo, če ste šli na dopust, da ste pozabili na probleme, mnogi so padli v te probleme, ki jih je sistemi so načrtno ustvarili, zato da bi človek izgubil svojo identiteto, da bi izgubil svojo iskro, da bi izgubil svojo voljo do življenja in bi postal vodena masa in temu se seveda upiramo na bilo kakšen način, eni bolj uspešno, drugi manj. Sama vam bom sedaj skozi to pridigo v bistvu malo nalila slabe vesti, da boste drugič bolj iskreno sodelovali v dobrem načinu življenja in pa tudi, da boste prepoznali, kaj je potrebno narediti oziroma razumeli, kaj se zares dogaja v vsem tem kaosu. Prvo je treba sprejeti odgovornost zase, se pravi za svoj dan, za svoje življenje, za svoje nekako tiste vrednote, ki vas osrečujejo. Namreč določene vrednote, ki jih imamo, recimo zvestoba do sistema, zvestoba delodajalcu, ki je v Sloveniji ena pripadnost, tudi ene vrste hlapčevstvo, ki se poudarja v slabem kontekstu slovenske mentalitete, je nekako vezano predvsem na to, da smo zvesti nekomu, ampak kdaj, do katere mere, do tiste mere, ko ta zvestoba pride do tega, da škodujete sebi, svoji družini, svojim domačim, svojemu okolju, svojemu kraju. Do tam ta zvestoba je lahko plus, potem pa postane minus. Torej, če ste bolj zvesti sistemu ali pa službi, v kateri ste, kot svojim domačim, če žrtvujete srečo svojih otrok, za srečo za pokornost sistemu ali pa za dobrobit ali pa za napredovanje ali pa ene točke, ki jih naj bi nekje zbirali, te točke mi grejo izredno na živce, zato običajno nimam nobenih kartic, kjer se točkuje. Edino, kdo me točkuje, so policaji, kajti tisti nimam vpliva, razen da lepo vozim. Se pravi, to vrednotenje drugega je postalo nekako bolano. Družba, sistemi bi želeli vrednotiti vašo poklicanost, vaše obnašanje, vašo komunikacijo. To je Facebook zelo močno
pač pokazal v zadnjih 2 letih. Tako da, mimogrede, če ste še optimist, da bo Facebook preživel, ne bo, najdite si svoje temelje drugod, vrnite se nazaj v okoliščine, soseske, med sosede, prijatelje, znance, kajti Facebook bo slej ko prej, mu bo pisana zadnja ura. Ni več aktiven, samo še reklame dobivate, tako da to je pase. In tudi mi odhajamo iz Facebooka v smislu, ne moremo vas več dvigovati tam skozi, ker je preveč obremenjen sistem. Kako se torej lotiti v tem kaosu vsega, kar se dogaja, ko vas sistemi vlečejo, ko vas v bistvu politika vleče za nos, ko vas vleče za nos celoten ta shopping sistem, ki vam daje ne vem kakšne popuste za stvari, ki jih v bistvu ne potrebujete. Vsi pademo na te finte, ampak če smo trezni in znotraj sebe prisotni, lahko to zberemo zelo jasno, logično in sistematično in zberemo tisto, kar nam odgovarja. Prvo, kar je vsak dan potrebno narediti, da sprejmeš to, kar si v tem trenutku. Če si v tem trenutku poln navdiha, ustvarjaš, kolikor se da dobre stvari, ustvarjaš to, kar ti je dano po tvoji kreativni poti. Mimogrede, kako odkriti svoje poslanstvo, to, da pogledaš, kje si v sedanjem trenutku. Pogledaš, kaj si ustvaril s svojo preteklostjo, kajti ta realnost, v kateri smo v tem trenutku, ki zajema vse vidike, vaše finančno stanje, vaše stanje hiše, vaše stanje odnosov doma, vaše stanje občutka o sebi, vaše stanje povezanosti z okolico, vašo poslovno kariero, karkoli, vse vidike, da pogledate, vse to ste ustvarili z aktivnostmi v preteklosti. Se pravi, to, kar je v tem trenutku, je stvar preteklosti. To niste vi v tem trenutku, to ni vaše notranje počutje, zato je lahko v vas nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, kje ste, kdo ste, s kom se družite, kaj počnete, ampak ta plod, to nezadovoljstvo, ne iskati razloga v sedanjih okoliščinah, ampak iščite razlog v napakah, ki ste jih počeli v preteklosti. Skozi napake se seveda učimo, če želimo. Skozi napake, skozi zgodovino bi se naj narod učil, kaj je naredil narobe. Včasih je to pač gre z lahkoto, včasih ne, ampak mimogrede Slovenija ima učno lekcijo v odnosih, kajti sonce v 7. hiši v znamenju raka, se pravi prav 7. hiša, odnosi na vseh momentih, predvsem partnerski odnos in pa tisti prvi pomembni odnosi z vašimi poslovnimi partnerji. To je ključnega pomena za spremembo v Sloveniji in pa posledično, kajti tudi karmični južni vozel je v odnosih v Sloveniji, posledično se moramo naučiti pokazati se navzven svetu, okolici takšni, kot si želimo oziroma smo zares v resnici. Odnosi so torej tisti, ki vas definirajo, kar se tiče sprememb v Sloveniji. Brez odnosov, brez komunikacije, brez sodelovanja nič ne bo šlo in to se kaže skozi vse faze, ne samo politično strukturo, tudi domače, soseske odnose. Ko si v odnosih pomirjen, harmoničen, sodelujoč, takrat vse stvari laufajo, tako vsaj v Sloveniji. Ne moremo se izogniti, recimo zanimivo mi je, da Hrvaška, ki je zelo blizu, ima karto astrološko, ampak ima to zamaknjeno, na Hrvaškem morajo služiti svetu, se pravi državi, sodelovati skozi razvoj, ne skozi odnose. Tam so odnosi drugotnega pomena, medtem ko so pri nas vitalnega. In to je velika raznolikost tista, ki jo mi zaznavamo in čutimo, tako da ne moremo vse metati v isti koš, ampak naša astrološka karta nas uči, da so nam odnosi najpomembnejši, ker smo tam najbolj občutljivi. To se kaže tudi na to, da v službi lahko ste še na tako dobrem mestu, lahko služite dober denar, ampak če odnosi niso pošlihtani, ste vi nezadovoljni v službi in ne morete spregledati teh, kako bi rekla, problematičnih odnosov, ampak se jim morate toliko posvetiti, da so koristni, smiselni, sodelujoči v plus, se pravi v poslu, v službi, v delovno smer, osebno pa v vašo osebno smer, zato pa morate poznati sebe. Kajti, ko vi poznate sebe, ko ugotovite, kdo ste,
v smislu, kaj ste ustvarili do sedaj, pogledate svoje materialno stanje in vidite, aha, tole mi je bilo pomembno, ustvarili ste si dober dom ali pa niste si ga ustvarili, to mi ni bilo pomembno, se pravi, zakaj, kam se usmeriti, če želite to spremeniti. Pregledate vse vidike, kaj ste si ustvarili v materialnosti, to na podlagi preteklosti, kaj ste si ustvarili v odnosih, čemu ste namenjali energijo in če ni nič od tega takšno, kot si vi želite, potem je treba spremeniti način delovanja, sodelovanja. Razmisliti morate, kaj vam je pomembnejše oziroma kam usmeriti svojo energijo, v kateri fazi ste. To seveda ne moramo določiti, če ste v fazi aktivnosti, vročekrvni in imate moč za spremembe, je seveda nesmiselno se v tej fazi siliti v meditacijo in se prepuščati toku. Takrat, ko vi čutite, da imate moč, da vas stvari jezijo, da si želite nekako nekaj spremeniti, takrat vas planeti podzavestno ali pa hote ali ne hote, tudi če ne veste, namreč planeti vplivajo na vas, ste v fazi aktivnosti in takrat morate to aktivnost usmeriti, bom malo kasneje razložila, v katere smeri, se pravi nekam usmeriti. Ko ste pa v fazi, da ne gre, da nimate niti volje, niti moči, da ste samo lahko na pol pasivni, na pol v depresiji, na pol v nečem, kar nič vas ne sproži navzven, niti jezice ne morete več, se pravi, ste v bistvu v fazi bivanja, takrat je pa za vas nujno potrebno, da ne padete v depresijo, apatijo in da ste vodeni z strani okolja, da se posvetite svoji notranjosti z vidika meditacije, sproščanja, milijon tematik je bilo kje na YouTubeu ali na internetu, že samo pri nas ugotovite lahko skozi naše internetne strani, na angelca.si, na merkava.si, na angel.si, tudi skozi dobro karmo vam dajemo različno podporo in vsebine. Tako da vse to vi lahko najdete brez težav, ampak če ste v fazi bivanja, da morate oplemenititi svoje življenje, da morate najti svojo iskro, svojo notranjo strast, potem je to nekako nujno potrebno, da se tega lotite aktivno, zato da osmislite svoje bivanje. Če ste izgubili svoj spark, iskrico strasti, iskrico svetlobe, je potem ta čas. Že na mojem YouTube kanalu lahko najdete meditacijo za fizično zdravje, se pravi, če imate na to temo težave, za čustvene odnose, za mentalno sprostitev, ozdravitev vašega uma, negativnih vzorcev iz preteklosti. Če čutite, da bi želeli nekaj narediti za Slovenijo, pa se ne morete iti bojevati v prve vrste, nimate tega navdiha, lahko meditirate za Slovenijo. 2 meditaciji imam, kratko, dolgo. Se pravi, nekam usmerite svojo energijo, kajti sicer postanete vodeni blob, kar si želijo vsi sistemi, da vi samo dajete, da postanete hrana, da vam poberejo denar, življenjsko energijo in da ste potem vodeni tako, kot želijo. Ta čas je minil, ti sistemi razpadajo. In zakaj razpadajo, bom povedala malo kasneje, da bo imel vse skupaj smisel, ampak vse to razpada in tudi zadovoljstva ob tem, da ste sledili enemu sistemu, ki vas bo varoval, ščitil in vse to je pase, to je mimo. Noben sistem vas ne bo več ščitil in negoval, sploh ne ta zunanji, ki vas itak zlorablja, niti ne katerikoli drug, če niste vi v svoji moči. Se pravi, tako kot govori David Icke, Krešimir Mišak, preglejte vse oddaje Na robu znanosti, s tem si razširite ne samo znanje, ampak obzorje duha, ampak seveda tudi zavest. Na ta način boste videli, kje vas aktivira energije, kje se vi sprožite, s tem, da vidite, kaj vse je na razpolago v tem življenju. In da pogledate potem, kakšno življenje bi si želeli ustvariti, da začutite svoje hrepenenje, tudi svoje iluzije. Iluzije vam namreč dajo hrano, da vi sploh preživite in lahko, da imate iluzijo glede določenega odnosa, ki ga sedaj nimate, glede svojega ljubimca ali navideznega ljubimca ali sanjskega ljubimca ali karkoli. Te iluzije vam kažejo smer enega vašega hrepenenja srca, da pa to ustvarite, morate pa seveda imeti pogum,
pogum, da stopite v eno drugo energijo, da stopite iz cone udobja, da stopite v življenjsko energijo, kjer je veliko dinamike, predvsem je veliko moči in tako boste skozi fazo bivanja, se pravi, če zdaj nimate te moči, niste v eni vlogi aktivnosti, se potem oplemenitite z meditacijskimi vajami, da pridete v stik z dušo, da pridete v stik s svojim navdihom, s svojim sparkom, da se aktivirate v smer, ki je navznoter vas osrečuje. Potem bo prišla faza, vedno pride faza aktivnosti, planeti so namreč tako aktivirani, da nas spodbujajo v to, in ko pride faza aktivnosti, če ste dobro preživeli fazo pasivnosti, da ste doumeli svoje bivanje, da ste doumeli užitek, zadovoljstvo bivanja v sebi, se bo ta faza aktivnosti potem sprožila. Vsi, ki imate vrtove, vsi, ki imate željo po vrtovih, to je ene vrste stik s svojo dušo skozi materijo. Ustvarite si te sanje, začnite sodelovati s svojimi bližnjimi ali sosedi, najdite si kmeta, ki potrebuje fizično pomoč in skozi to boste prišli v en stik z eno srečo, ki jo daje ta energijski stik oziroma ki jo daje stik z zemljo. Monty Don, to je en angleški, na YouTubeu ima veliko o vrtnarjenju, prav znanstveno odkriva, da so v zemlji hormoni sreče, o tem je veliko raziskanega, in tudi ena Hrvatica iz Zagorja, ki je napisala knjigo Zeleni kvadrat, pozabila sem, kako je že ime, ima odlične nasvete, kako vrtnariti. Poglejte na YouTubeu, v glavnem, fizični stik z zemljo vam daje tisto, kar vam ne more dati noben človek, lahko vam da meditacija, ampak z meditacijo je tako, veste, stikom z dušo je to tako, da vi skozi stik z dušo dobite željo po materializaciji tega. Če je meditacija vam pobeg v realnost, iz realnosti, se potem zgodi nekaj, kar vas odnese iz svojega realnega življenja in ste kljub meditaciji potem nesrečni v življenju ali pa ne realizirate svojih potencialov. Zato je meditacija v bistvu ene vrste recharge, napolnitev svoje energije, svojo dušo, da potem lahko v življenju nekaj konkretnega naredite. To je želja ne samo duše, ampak tudi celotnih okoliščin, in če se ne učite z ljubeznijo, se učite s trpljenjem, tako da jaz mislim, da imate dovolj trpljenja, vsaj če spremljate moj kanal. Tako da odločite se, da potem to bivanje prenesete v aktivnost in skozi bivanje, skozi občutek bivanja sodelujete v življenju. Sodelovanje je potrebno v osnovi, ko bivate, sodelujete s soncem, svetlobo in z energijo zemlje. Vsaka meditacija, ki jo skozi naše kanale, se pravi skozi Angelsi, skozi Merkabo doživljate, tudi vse terapije pri nas gredo od zgoraj navzdol, se pravi svetlobe sonca v materijo, v prizemljitev, namreč naše tehnike in vse to naše znanje potrebuje rezultate. Če nekaj ne prinaša rezultatov, potem to opustimo, ker seveda nima smisla, da samo nekaj delamo v prazno. Se pravi, vsaka stvar, ki jo počnete, tudi dihanje, mora prinašati rezultate, zavestne ali podzavestne, ampak pozitivne. In sodelovanje, ki ga potem skozi bivanje, ko ste se naučili sodelovati z dušo in svojo zemljo, da ste se umirili, povezali s sabo, potem je sodelovanje usmerjeno v dve smeri, pri nekaterih gre bolj v smer sodelovanja z družino, pri drugih bolj v sodelovanja v družbi. Oboje pa je pomembno. Namreč ravno to, veste, da ste pustili, da politika in nekateri drugi vodijo sodelovanje družbe in ste se vi brigali zase, ker so vam ves čas dali, brigaj se zase, bodi tiho, ne izpostavljaj se. To so ti vzorci v slovenskim teh energijskih zapovedih, ki v bistvu ustvarjajo hlapčevstvo. Tako da brigaj se zase tudi tam, kjer se brigajo zate, se pravi, s tem, ko vlada nekaj določi, kar omejuje vaše življenjske pravice, omejuje vaše osnovne pravice, je vaša dolžnost se upreti. Kajti sicer potem dovolite, da se nekdo, ki se je pač znajdel ali pa je bil na pol psihopat ali pa na pol želja po kontroli drugih,
taki so v bistvu v enem momentu vladali in taki so se zdaj povezali. In na ta način v bistvu, ko jim to dovoljujete, sebe prikrajšate in ne samo sebe, celotno družbo pred normalnim življenjem. Zato je sedaj čas, da se pogleda, koliko vi sodelujete v družini, da je družina srečna, koliko zaščitite svoj dom, svoje otroke, svojo parcelo, na kakšen način. Mi poznamo energijske načine, kako zaščititi vse to. Eno se naučite skozi program PD terapevta, ki bo kmalu dostopen tudi skozi online program. Naučite se to na Zmenku z dušo, pogledajte video na to temo. Namreč mi energijsko lahko to naredimo, potem pa pride izziv, lahko da je mali, lahko da je zelo malenkosten, izziv, kako to zaščititi pred vdorom negativnih vplivov družbe ali pa politike, se pravi zunanjih sistemov, kako ustaviti vpliv, da ne vstopi v vašo družino, da ne poškoduje vašega življenja v vseh možnih vidikih. To je vaša dolžnost, da to naredite. In torej, če mi sledimo svetlobi, če sledimo svojim programu sodelovanja z družino, potem bomo avtomatsko odreagirali na minimalne pritiske, se odzvali dovolj hitro, ali s peticijami, ali s klici. Sama sem zelo aktivna, kadar je potrebno, to že veste, da sem potem sitna, kadar je potrebno dati vedeti zunanjim akterjem, recimo vsi politiki so v javni službi, oni niso v svoji službi. Oni zdaj, ki so v službi velekapitalistov, ki jih plačujejo, so v bistvu ne samo v moralnem prekršku, so tudi v sodnem prekršku. Oni niso bili poklicani za to, da sodelujejo z farmacijo in z drugimi sistemi, ki jim ga je niso več normalni, niso več v dobrobit človeštva, ampak v razkol. Se pravi, da so tudi v zakonskem prekršku. Tako da vsi zakoni, ki jih sedaj politiki sprejemajo, so ničelni, kajti ne spadajo več v to, kar so bili poklicani, kar so bili izvoljeni. Da ne govorimo o vladi oziroma kar o enih samo izbranih bruseljskih uradnikih, ki sploh niso bili izvoljeni strani društva, človeštva, družbe, evropskih držav. Oni so se sami organizirali, sami so se postavili na ene svoje platforme in se delajo, da so vlada. Niso. Nimajo nobene kapacitete, nobene kredibilnosti, da to počnejo, niti uradnega dovoljenja. Zato sem videla da si želijo ustvariti 8-milijonski vreden bunker v Bruslju, kjer bodo v bistvu v varnem okolju sprejemali zakone za nas vse, da ne bo kdo prisluškoval. Oni potrebujejo bunker, ampak ne zato, da jim ne bi prisluškovali, ampak da se bojo skrili pred človeštvom, ki bo spoznalo, da je to vse nezakonito, ilegalno in da so v bistvu največji, da ustvarjajo največji kriminal človeštva do sedaj. Tako da, kar se tiče tega sodelovanja v družbenih vidikih, morate se vi samo zavedati, da ni smiselno, da vi greste izven svojih kapacitet, ampak morate pa zagovarjati tam, kjer ste. In če ste, recimo, starš, ki želi otrokom nekaj narediti v smeri zunanjega sistema, šolstva, vzgojno-izobraževalnega sistema, karkoli, vi kot starš morate to zaščititi. Vi kot starš morate zaščititi svoje otroke, svoj dom. Kot odrasla oseba morate postaviti meje, do kam boste spustili ta zunanji kriminal, zunanje sisteme, ki žerejo vašo energijo. Rušijo vašo družino, vašo srečo, vaše otroke, poškodujejo in tudi vas posledično. Zato je ta vladavina straha, teh negativnih občutki, ki se potem vi ukvarjate bolj z svojimi strahovi, kot zares s tem, kaj jih je povzročilo. To je tisto, kar je potrebno spremeniti, se pravi, da sprejmete odgovornost za svojo moč. S tem, ko padete v strah, namreč avtomatsko date moč tistim, ki strah spodbujajo, ko pa se ustavite in rečete, čak malo, česa me strah, groženj praznih, kdo je zdaj, vse to je ena zrežirana igra, da šahirajo z ljudstvom, ki v bistvu sledi potem zaradi strahu, ne zaradi
ponosa, ne zaradi sreče, ne zaradi občutka, da bomo naredili nekaj dobrega za vse skupaj, ampak izključno zaradi strahu in občutka, da vam bo vzeto še tisto malo, kar imate. Nič vam ne more vzeti, kajti nič vam niso dali sami. To ni vaše, vi ste si določene stvari prislužili s svojim delom, svojo energijo in zato morate čuvati te stvari, ki so vam bile dane. Zato pa vsi, ki ste vključeni v družbo, v kakršenkoli način, da ste v javnih službah, da ste predstavnik, ne vem, kakšnega zavoda ali da ste v trgovini, vaša naloga je, da ne klonete pod negativnimi pritiski, tudi za voljo službe. Vi imate, vaša integriteta stoji za tem, ali boste klonili v strahovanju in se ga šli dalje, ali boste sledili svoji srčni moči, svoji notranjosti in postavili v bistvu mejo med tem, da se vi tega ne greste. Enostavno, ko se nas ne bo šlo dovolj ljudi, da se ne gremo tega strahovladja, bo strahovladje padlo. Vaša dolžnost je torej, da zaščitite, sodelujete v svoji družini, da je najbolj harmonična, da pospravljate, negujete svoj dom in člane, to je vaša dolžnost sodelovanje, sočasno, da sodelujete z okolico tam, kjer ste vpleteni, tam, kjer vas zaboli. Tam je treba postaviti meje, tako iti do svojega župana ali županje in reči, tole ni več korektno, vi niste več v vlogi naših predstavnikov, naše javne službe, ampak ste predstavniki nekoga drugega, pojdite v tisti sistem, naj vas plačuje, da boste delali nekje drugje. Odstranite se iz javne službe. To je naša skupna naloga. Vključitev tam, kjer vam je pomembno, je za vas preživetvenega pomena v tem obdobju. Takrat vzamete svojo moč nazaj, takrat postanete celoviti, takrat začnete potem harmonično sodelovati na vseh področjih življenja. Pri tem pa vam polagam na srce in dušo, da pazite predvsem na to, da ne izgubite kompasa, da se čisto navržete v eno smer, pa pozabite na družino ali da se čisto zaprete v svojo individualnost in pozabite na vse zunaj. Svetloba vas podpira ali pa namen vaše duše v tem obdobju je ravno, da smo svetloba in delamo, kar zmoremo. Zato iskrene čestitke in zahvala vsem, ki ste rešili semenski zavod na Ptuju in vsem, ki se bojujete za čiste vode, za slovensko deželo, da ostane to ljudsko, da ostane to brez lastnika zares, kajti vse, kar je državnega, nihče nima pravice prodati. Mi bi v enem momentu lahko stopili skupaj in rekli, vse to, kar ste prodali v zadnjih letih, ko je Slovenija postala samostojna država, to je ničelno, ničelno. Kdor je ustvarjal dolgove, ne sprejmemo jih. To je bilo v vlogi manipulacij in ne potrebujemo tega sprejeti, kajti bilo je ničelno. To so posamezniki, ki so klonili pred velikim denarjem ali velikim strahom, ne vem pred čem so klonili, ampak to so ničelni ukazi. Zato se ne obremenjevati, kaj vlada sprejme, če ne sprejme v dobrobit države, človeštva, državljanov, je ničelno, ničelno. In bodo za to odgovarjali posamezniki. To je odgovornost, katero vi sprejemate svoje življenje v svoje roke. In odgovornost za aktivno udeležbo je vaša, zato pač pogledajte, kaj se dogaja. To pa ne pomeni, da morate zato svoj mir, svoje veselje, svojo svetlobo, svoj vrt zapraviti. Vse, kar je vam dobro, ohranjate in potem postavljate meje, do kam lahko pridejo zunanji paraziti, do kam jih spustite. In jaz vem, da jih ne spustim ne samo v svoj dom, ampak tudi širše. Moj kraj mi je pomemben, ne glede na to, koliko ljudi se z mano strinja ali ne, bom vedno povedala, kje so meje. Nisem najbolj priljubljen človek, ampak z vidika duše sem podprta. In to je vaša naloga, da smo skozi svetlobo podprti, da živimo svoje poslanstvo ne samo v energijah, pa v svojem domačem vrtičku, ampak tudi, da prevzamemo odgovornost za domače razumevanje, ne glede na to, da se moramo kdaj prepirati, ampak tudi potem za sodelovanje v okolici. Pri tem moram poudariti, da dom
Družino smatram tistega, ki je z vami doma. Se pravi, da starši, ki imate odrasle otroke, ki imajo svoj dom, svojo filozofijo in obratno, otroci, če imate starše, ki so v svojem domu, skrbijo zase, vi ne morete v bistvu potem križem kražem en drugega nekaj prepričevati. Pri tem gre ali za cepljenje, necepljenje, za kakršenkoli način življenja. Ne smete več en drugega sekirati, to hočem reči, kajti to želijo zunanji sistemi. Da se non-stop prepiramo, enkrat za to, drugič za to, tretjič za vse žive bedarije, ampak ne glede na to, da družina kot notranja celica mora biti poenotena, zato je dobro, da preživite čas in se pogovarjate, da sprejmete, poslušate drug drugega in nekako tudi, če se ne strinjate, vsem sprejmete. Medtem ko druge zunanje celice, se pravi druga družina, vaši otroci, starši, ki imajo svojo enoto, svojo celico, vi jim ne smete pametovati, kajti vsak ima svojo kredibilnost in svojo energijo. Bolj je pomembno, da se podprete v plus, ne glede na to, ali ste se cepili vi, ali so se starši, ali je obratno, ali karkoli je. Sprejmite to, kar se človek odločil in nadaljujte od tam, kjer lahko pomagate v plus. Na ta način potem bomo gradili močno družbo, ki bo avtomatsko odplaknila zunanje pritiske. Pri tem se začnite zavedati, da s tem, ko bojo padali velekapitalistični ti sistemi, ki zadaj manipulirajo od farmacije naprej, že padajo, kredibilnost so izgubili številni doktori, številni sledilci tej religiji farmacije, da s tem, ko to razpada, je potrebno poskrbeti za svoje zdravje, za svoja zelišča, imeti doma dovolj vsega, kar potrebujete, se pravi, ne računaj, da bo kar to vse na voljo. Tudi ta trgovski sistem, ki razpada, najdite si manjše trgovine, najdite si kmete, ljudi, ki se z bilo čem ukvarjajo, da boste preskrbljeni z osnovnimi stvarmi. Če imate možnost, gojite zase, kar je potrebno, če ne, se javite bližnjemu kmetu za pomoč, podporo ali magari samo, da si ga zagarantirate odkup vsega, kar bi želeli od tega kmeta kupovati. To je logično in tako se je včasih preživelo. A veste, včasih ni bilo tako pomembno, da so bile police vsega polne, pa vem, da veste, ker ste doživljali te čase, ampak je bilo pomembno, da imaš vse, kar je pri roki potrebnega, ali doma, ali da veš, kdo ima. In jaz se spomnim, da so iz Polzele, iz blokov so hodili na pomoč kmetom pri pobiranju krompirja, pri vsem tem in potem so dobili v materialnih, plačilo je bilo materialno, se pravi, celotno ozimnico so nesli domov. Na ta način v bistvu je smiselno, da aktivirate svoje življenje, da nehate hoditi v sistemske zapravljanje časa in denarja, se pravi veletrgovske centre, kjer v bistvu vas samo zaposlijo, da kupite številne bedarije, porabite čas v prazno in izgubite svojo identiteto, svojo energijo. Verjamem, da vam je 90% to že uspelo, verjamem tudi, da se vsi zavedamo, sploh v Sloveniji, kako smo lahko srečni, da živimo v taki deželi. Prvič, ni dovolj velika, da bi bili takšna, kako bi rekla, da bi bili mamljivi za velike plenilce, premajhni smo, da bi se komu nas splačalo ugrabiti, pa preveč nekako obdani z rodovitno zemljo, da bi lahko nas čisto izkoreninili. Je pa potrebno se bojevati za to, da ne postane nezakonito svojo hrano pridelovati in takšne bedarije, ki si jih želijo seveda samo bolni umi realizirati. Nisem želela politizirati, ampak kako preživeti v teh časih je tako, da ohranite svojo srečo, ohranjate svoje dobre odnose, ohranjate stik z svojimi ljudmi, tudi s tem, da zakopljate bojne sekire sosedi, da zakopljate bojne sekire z Hrvati, Srbi, z Bosanci in z vsemi bližnjimi, kajti želijo nas skregati ravno zato, da nismo močni. In to jim je uspelo sistematično, to se zdaj vidi, pozna se in ja,
lahko, da se dogajajo večje rešilne aktivnosti v svetu, ampak vi sami ste pa odgovorni, da svoje življenje rešite. In ne samo to, če vidite koga, ki trpi, ki si ne more več sam pomagati, da je ostarel ali bolan ali karkoli, ja, vaša dolžnost je, da mu pomagate. To ni več nekaj, kar prepuščate sistemu, kajti sistem ne funkcionira več, potrebno ga je resetirati, drugačen reset je potreben in ne glede na to, kakšen plan so imeli, kakšna je agenda, reset bo drugačen. Namreč ljudje še vedno imamo človeško noto v sebi, še vedno bomo pomagali drug drugemu, zato ne glejte stran tam, kjer je potrebna pomoč in tudi ne vas biti sram prositi za pomoč. Če potrebujete znanje, podporo, pomoč, karkoli, pokažite to svetu in najde se bo nekdo, ki vam bo to pomagal. Tako da ne se zapirati, kadar ste v težavah in prav tako ne se zapirati pred tem, da lahko pomagate. Drug drugemu smo pomembni, tam, kjer ste se rodili in tam, kjer živite, tam ste. Ne računati na Ameriko, Francijo ali česarkoli, oni morajo poskrbeti zase in ja, oni so povzročitelji, vključno z Nemčijo, te večjih mahinacij, ki se dogajajo, tako da imajo večja bremena za razrešiti, ampak na vas je, da se zavedate, da ste rojeni v optimalni državi za vas. Duša je želela, da ste tukaj, duša je želela, da izkušate te izkušnje ravno zato, da se potem usmerite v dobrobit vsakega posameznika in začenjate seveda s sabo, da se pomirite s sabo, sprejmete, kdo ste, tudi tiste ne tako lepe lastnosti, pač vse imamo v paketu, sprejmite in potem izhajajte iz harmonije in zaščite sebe, družine, vašega doma, vaše soseske, vašega kraja in vseh, ki se v tem rajonu nakazujejo in ne dovolite, da vas peljejo žejne čez vodo. Samo to. Pridiga, sprejmite odgovornost za plus in zaščitite se pred minusom in dobili boste avtentično moč, ki jo je duša želela za to življenje. Hvala vam na pozornosti, vabljeni v našo družbo, tudi na Krapnju, tudi skozi online delavnice in pa pridite kaj v Žalec, čez poletje sem tu, tako da dobrodošli. Srečno!